potem pa lahko resnično nadaljujemo. Torej, nadaljujemo s predavanjem Nine Jelen, učiteljice na osnovni šoli Ivana Skvarče, ki veliko pozornosti posveča varnosti na spletu, saj se zaveda pasti, ki tam prežijo na otroke. Naj povem, da je Nina Jelen leta 2015 zmagala na natečaju informacijskega pooblaščenca za najboljšo učno uro o varnosti na spletu. Leta 2018 je zmagala na mednarodnem tekmovanju Evropske komisije v projektu Better Internet for Kids, kjer je tekmovala z ostalimi učitelji pri izobraževalnem gradivu za otroke na to tematiko. Izdala je tudi otroško knjigo, ki govori o varnosti na spletu. Letos je bila izbrana za najboljšo učiteljico v slovenskih osnovnih šolah. Je tudi tršica Nina v spletnem časopisu Časoris svetuje otrokom pri težavah, največkrat, oziroma velikokrat, tudi o tistih na spletu. In resnično se veselimo, saj bo v svojem prispevku predstavila učne strategije in dejavnosti, ki jih je o različnih temah spletne varnosti preizkusila s svojimi učenci. Gospa Nina, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa za tako lepo predstavitev. Najprej dober dan vsem skupaj. Jaz sem ravno kar pritekla športnega dneva, tako da zdaj sem pripravljena na akcijo. Torej, jaz sem Nina Jelen, 10 let približno sem učila na podružnični šoli na Podkomu, zdaj pa že 3. leto učim na matični šoli, in sicer 5. razred, tako da sem ugotovila, da s petošolci se da res že veliko pogovarjati o spletu, o varnosti in o njihovih dejavnostih. Takole, ko sem jaz recimo lansko leto enkrat objavila na eni spletni strani na družabnih omrežjih, da smo mi pri pouku igrali Minecraft, so bili odzivi zelo različni. Eni starši ne starši mojih otrok, ampak pač nasploh starši so napisali, da super, da smo se podvizali in se šli takšne aktivnosti. Bilo je pa kar nekaj komentarjev v smislu, zakaj nismo bili tisti čas raje zunaj, zakaj se nismo raje igrali. Tako da jaz mislim, da je tehnologija pri nas še vedno na enem takšnem nivoju, kot je bilo nekoč verjetno branje. Jaz si kar predstavljam, kako so rekli, kaj boš bral, Petra je dni okopavati. V resnici pa tehnologija res zelo napreduje in jaz mislim, da v rokah enega dobrega učitelja, da lahko pri otrokih res naredi tehnologija čudež, da jih res motivira, da jih usposobi tudi za nekatere stvari, ki jih mogoče prej nismo mogli. Je pa res, da je pač pri tem treba upoštevati tudi to, da ne da tehnologijo samo uporabljamo, ampak da otroke tudi pripravljamo na varnost na spletu, na vse te dejavnosti. In če učitelj uporablja te stvari pri pouku, ima res idealno možnost, da se z njimi o tem pogovarja, da rešujemo konkretne situacije. Jaz sem se začela z varnostjo na spletu ukvarjati približno okoli leta 2013, zato ker sem v bistvu poznala eno deklico, ki se je pač slikala gola. Te slike je poslala svojemu fantu in te slike so zaokrožile po celem Zasavju. Jaz sem to sliko recimo dobila, pa nisem imela nobene takšne velike veze s to deklico, dobila sem jo čisto iz enega drugega kanala. In takrat sem si mislila, no, če je ta slika prišla do mene, kje vse je potem ta slika bila in kako se kaj mora zdaj tista punca počutiti. Dejstvo je, da se otroci ne zavedajo, kaj vse tiči pač na spletu in da pač se ne znajo obnašati na spletu, če se mi z njimi o tem ne pogovarjamo. Ne zavedajo se posledic. Splet jih zelo, zelo privlači, je v bistvu del njihove identitete, ampak ne vejo pa čisto točno, kaj vse to pomeni. Ne znajo si predstavljati širine tega. Tudi nasploh po šolah kar opažamo, da se povečuje spletno nasilje, recimo, ali pa
kakšne takšne stvari, recimo zgodilo se je tudi, da se je sošolka skregala sošolko in je potem v nekem programu zmontirala, tako da je njeno glavo dala na neko golo telo in je potem to pošiljala okoli. Pač res se je treba z otroki o tem pogovarjati, da bo tega čim manj. Jaz nekako tako pravim, da tako, ko jih učimo, ne vem, prometa, mi od 1. razreda naprej ves čas o prometu govorimo, to je res ena taka pomembna tema, kako naj hodijo v šolo, kje so tiste nevarne točke, recimo, ko hodijo po Zagorju, kje morajo stopiti na pločnik, kje morajo biti še posebej pozoren. In čist z enako močjo oziroma z istim entuziazmom bi se morali lotiti tudi poučevanja o spletu. Bom zdaj kar delila moj zaslon. Ne tole, da ga povečam. Evo. Torej, zakaj se moramo o spletu pogovarjati? Zato, ker za internet ni več majhnih krajev. Jaz sem prej učila na eni čist majhni podružnični šoli v vasi, ampak čisto vsi otroci so že bili na YouTubu, recimo, znali so ga upravljati, igrice so že igrali na spletu, tako da ne moramo več reči, zdaj pa jaz živim tam v eni vasi, Bogu za hrbtom, to pa pri nas pa ne more priti do nobenih zlorab, do nobene nevarnosti. To seveda ni res. Internet je vsepovsod, v vseh vaseh, v vseh majhnih kotičkih. Ja, otroci lahko hitro vedo več o internetu kot odrasli, zato je priporočljivo, da se z njimi pogovarjamo, sploh še preden dobijo svoj telefon. Recimo, jaz tako razmišljam, da ko enkrat zna poiskati glasbo na YouTubu ali pa ko igra neko igrico online, ko se lahko v bistvu v igrici z nekom pogovarja, takrat je že čisto pravi čas, da o tem z njimi spregovorimo. Kot sem že prej omenila, spleta ne razumejo, splet je lahko zelo nevaren, vem, da ste se vi danes o tem že veliko pogovarjali, zato ker internet šteje. To pa mislim to, da otroci se res identificirajo, tudi pač naredijo neko si identiteto tudi na spletu in njim všečki, lajki ali pa pohvale štejejo pri njih čisto enako, kakor če bi jih mi pohvalili ali pa grajali v realnem svetu. In če ne dobijo dosti všečkov, če nimajo dosti pozornosti, je ravno tako, kot bi jih v bistvu ignorirali v realnem svetu. Za njih je to enako, ne? In če otroke vprašaš, česa jih je v življenju najbolj strah, eden od teh odgovorov je to, da bi se osramotili na spletu. V to smo seveda vpleteni vsi, starši, šola, otroci. Jaz mislim, da se moramo tukaj res starši in učitelji zelo povezovati, si deliti izkušnje, se udeleževati čim več kakšnih takšnih izobraževanj, zato da tudi mi sami poznamo splet. Meni se zdi v prvi vrsti, da je najbolj fino, da tudi mi splet raziskujemo. Zdaj, tudi če imamo nekoga odraslega, ki reče, mene to ne zanima, jaz nimam Facebooka, TikToka si tudi slučajno ne bom naložil, to ni zame. V resnici se mi zdi, da je tako, da če ti učiš otroka ali pa imaš otroke, da tudi če to ni zate, da se pač moraš s tem ukvarjati, da moraš to raziskovati, da moraš to poznati. Jaz sama recimo tudi imam naložen TikTok, ga pregledujem kdaj, ker recimo moji petošolci so zelo aktivni uporabniki TikToka in tako vem, kaj gledajo, o čem se pogovarjajo, kaj je zdaj neka tista moderna stvar, ki je zdaj na TikToku. In ko so recimo lansko leto sem prišla v en razred in so punce plesale web dance. Web dance je pač en tak zelo izzivalen ples. Sem takoj vedela, zakaj se gre in sem pač lahko to ustavila. Mogoče, če bi kdo drug, ki ni še tega nikoli videl, ne bi imel pojma, zakaj se gre. No, pa tudi zaradi tega, ker internet pač vsi vemo, da tudi povzroča odvisnost. Saj mogoče se tudi kdo najde v tej slikici,
tudi jaz se včasih, sem v službi na računalniku, pridem domov, sem spet na računalniku, preden grem spat, še malo po telefonu pogledam in pobrskam. Tako da je res treba najti en tak čas, da smo tudi offline. No, kako jaz začnem? Jaz vam bom danes malo predstavila, kako sem delala to v razredu, na kakšen način sem se lotila pogovora z otroki. Tole igrico sem uporabila z najmlajšimi, to so bili že v 1. pa 2. razredu. Meni so takrat, ko smo mi zmagali na tem natečaju in smo potem šli v Barcelono in smo predstavljali naše delo, so mi učitelji prvi dan, preden smo predstavili naše delo, rekli, pa kako si se lahko ti s prvošolci pa z drugošolci pogovarjala o tem, vse oni še nimajo pojma, No, ampak se da in daleč od tega, da ne bi imeli pojma. Jaz imam zdaj hčerko v 3. razredu in že lansko leto je imel zelo veliko njenih sošolcev že naložen TikTok. Poznala sem tudi eno mami, ki jim ni pustila recimo, da gledajo risanke, kot so Minioni, ker je noter nasilje, pustila pa jim je recimo, da so gledali TikTok. To pač verjetno že veš, da najbrž ni dobro poznala TikToka. Tako da jaz začnem ponavadi z igrico, recimo, da neko fizično aktivnost, zdaj se pa ne primejo za nos vsi tisti, ki imajo radi pico, se potem vsi primejo za nos in tisti, ki imate brata, zlezte pod mizo. Zdaj pa vsi tisti, ki imate telefone, pa naredite 10 poskokov, pa vsi tisti, ki znate že poiskati kakšno glasbo na YouTubu, naredite, ne vem, pač neko drugo dejavnost. In na tak način se potem začnemo pogovarjati, jaz dobim nekaj predznanja, kje so zdaj otroci, koliko imajo že izkušenj z spletom, kaj vse že vejo. No, potem sem jim pa izdelala, v bistvu so sami izdelali svoje osebne izkaznice. Naredili smo si kartončke in na kartončke smo narisali sebe, dali smo si en vzdevek, in to je bila neka naša osebna izkaznica. Na drugi strani pa so morali otroci vpisati svoje podatke. Jaz sem jim rekla, da lahko vpišejo karkoli želijo, ampak da se morajo zavedati, da to lahko preberejo vsi ljudje. No, in ko so potem to naredili, sem rekla, dobro, zdaj pa mi nismo več v navadni šoli, zdaj smo pa mi v nekem virtualnem svetu, zdaj smo pa mi na internetu. In najprej, kar moramo narediti, je, da ta internet počistimo. V razredu sem skrila različne slikice iz interneta, ene so bile pozitivne, ene ne tako zelo in so otroci čistili ta splet. Potem smo dali slike ene na en kup, druge na drug kup in smo pregledali in se potem tudi o tem pogovarjali. Recimo, če so našli to slikico, ki so otroci okoli sveta, smo povedali, ja, internet lahko združuje ljudi, lahko se iz interneta učimo, lahko, ne vem, imamo kakšne spletne delavnice, lahko imamo naloženo snov v naših spletnih učilnicah. Hkrati so bile pa tam tudi pasti, da recimo, da postaneš odvisen od spleta, da se srečaš z nekom neznanim in tako dalje. Tako da to je bila recimo ena taka dejavnost, ki smo se jo šli v nižjih razredih. V višjih razredih sem pa naredila malo drugače. Tam sem pa v bistvu po celem razredu naredila ene takele, pač sprintala sem liste, ki so bili videti tako kar neke pač Facebooka, in nekaj komentarjev sem že spodaj napisala, potem pa sem rekla, da so zdaj v spletni klepetalnici in da bojo se sprehajali po razredu in da bojo opisovali svoje razmišljanja, svoje komentarje, pač vse, kar jim pade na pamet. Lahko imeli smo pa poseben dogovor, da se ne smejo med sabo pogovarjati, da obljubila sem jim, da tega ne bom povedala staršem, kar bo tam napisano, pa da lahko vpišejo svoj vzdevek, da ni treba vpisovati svojih imen. Tako da tole je bilo recimo na vsaki klopi in otroci so se pa sprehajali po razredu. Tole so bila vsa pravila, pogovor je prepovedan, da smo uporabljali pisala namesto pogovorov,
vzdevke, da lahko napišejo karkoli želijo, da jaz ne bom preverjala zdaj, kdo je napisal kaj, ne bom delala enih takih raziskav, da tudi ne bom jezna, če bo kaj neprimernega, pa da ne bom pokazala staršev. Zakaj? Zato, ker sem res želela ustvariti eno tako situacijo, v kateri bi se otroci res lahko znašli. Ker recimo nekaterih na spletu nihče ne nadzira, nihče ne gleda, kaj pišejo, so lahko skriti pod vzdevki, tako da me je res zanimalo, kaj se bo zgodilo, če jim pustim takšno svobodo. No, potem so pa delali po skupinah, hodili so naokoli po teh klepetalnicah in opisovali svoje razmišljanja, pač vse, kar jim je padlo na pamet. In jaz priznam, da sem bila tisti dan kar malo šokirana, ker so si res kar dali duška. Ampak jaz mislim, da je bila to res taka čist realna situacija, kaj se zgodi, če otroke res kar pustimo na spletu. Zdaj recimo tam je bila ena slika fanta, bomo še kasneje prišli do nje, in na tisti sliki je imel fant brke. Jaz sem spodaj že napisala ena dva lepa komentarja, nekaj, kako si luškan, ne vem, to si pa sigurno iz kakšne predstave. Hkrati sem pa napisala tudi enega že pač slabega, kaj si smotana, ne. In tukaj so si otroci res kar dali duška, napisali so take precej grde stvari, grdo komentirali, tako da smo imeli potem res eno tako veliko izhodišče za pogovor. Tudi ti otroci so morali izpolniti osebno izkaznico, da so lahko prišli v naš virtualni svet. Takole nekako je izgledala ta izkaznica, takšna vprašanja sem jim podala, vzdevek, ime, priimek, kdaj imajo rojstni dan, naslov, kje se najraje zadržujejo, kaj so njihovi hobiji, telefonska številka in vse. In tudi njih sem opozorila, da bojo te njihove podatke videli čisto vsi ljudje na svetu, da naj pač mičken pazijo, kaj bojo napisali. No, izkupiček je bil, da so napisali vse. Res, mislim, da je bila takrat samo ena učenka, ki ni hotela vpisati svojih osebnih podatkov. Se opravičujem. Sicer so pa vsi vpisali čisto vse. Tam sem dala še geslo za njihovo elektronsko pošto, pa so me spraševali, pač, da ga oni ne poznajo in da ga ne morejo vpisati, da sicer bi ga pa. Isto vajo sem čez 2 leti naredila z istimi učenci in ponovno so vpisali svoje podatke. Čeprav smo se mi na ta dan veliko pogovarjali o tem, kaj se zgodi, če deliš osebne podatke, kdo vse jih lahko vidi, kako lahko ljudje izkoristijo tiste njihove osebne podatke. Čez 2 leti, ker jih nisem učila vmes, so vse to kar pozabili. Tako da res je treba konstantno vsako leto ponavljati te stvari, da jih otroci ponotranijo. Tako da jaz jih potem tako sprašujem, da naj dvignejo roko vsi tisti, ki bi odprli vrata svoje hiše na stežaj. In jih seveda ne dvignejo roke, Pa kdo bi šel po parku, pa bi delil svoje fotografije po parku. Pa kdo bi šel po parku, pa bi srečal tam enega gospoda, ki ga ne pozna, pa bi mu dal svojo telefonsko, svojo fotografijo, se z njim pogovarjal. Takrat nihče ne dvigne roke. No, ko pa jih vprašam, kdo ima profil na socialnih omrežjih, kdo ima na socialnih omrežjih svoje fotografije, kdo ima tam kakšne osebne podatke, svojo telefonsko, vpisan rojstni datum, šolo ali pa kakšne takšne stvari, ki kažejo, kje se radi zadržujejo, kaj radi počnejo, takrat je pa že kar nekaj rok v zraku. Tam mičkeno se moram odkašljati. To je športni dan naredil, tukaj sem danes tekala. Tukaj levo je nekaj linkov, ki smo si jih z učenci ogledali, so res taki uporabni, da jih kar malo zbudijo. Tale, ki je Klaus, je tak, se mi zdi, da je zelo znan, je tudi nekaj časa zelo krožil po Facebooku,
To je tisti video, ko mamica odpre vrata in spusti v sobo otroka in neke, ne vem, prostitutke in neke borce iz igrice in tako dalje, ne. In v bistvu je kar malo taka, ne, da se res malo zamisliš, če otroka pustiš na spletu, če mu kar pustiš vso svobodo, je res, ima res velik dostop do vseh teh stvari. Te ovce.si so pa tudi zelo uporabne, še posebej za nižjo stopnjo, ampak iz lastnih izkušenj vam povem, da tudi otroci na višji stopnji zelo, zelo radi gledajo te risanke in bi jih kar še in še in še in še. So pa tako tudi zelo poučne, ne. Okej, bo šlo naprej? Aha, no ja, to je bil tale fant. To je bil dejansko moj prijatelj, ki sem ga uporabila za tole fotografijo, tako da potem, ko sem mu povedala, kakšni so bili odzivi, ni bil najbolj srečen. Tako da ja, tega cyberbullyinga se mi zdi, da je to tudi kar, da je zelo naraslo. Jaz sem zadnjič naredila tako anonimno anketo med višješolci v zadnji triadi. In je bilo vprašanje, kdo vse od njih je že dobil kak grd komentar in kdo vse od njih je že podal kakšen grd komentar. In večina otrok je odgovorilo, da so ga že dobili in da so ga tudi dali. V bistvu je bil njihov odziv tak, sej tisti, ko pa zdajle reče, da ga ni dobil in da nikoli nikomur nobenem napisal kaj grdega, tisti se pa sigurno laže. Tako da meni je bilo to kar malo me pretreslo, zato ker se mi zdi, da če so zdaj otroci že na tej ravni, da se jim to zdi čisto popolnoma normalno, da smo kot družba kar nekam zaplavali v ene take čudne vode, a ne, da se moramo tudi odrasli malo vprašati, kaj bomo glede tega res naredili. Ker tudi saj sami veste, če odprete kakšna družabna omrežja, da so tam res grozni komentarji, da lahko srečamo res vse sorte takih zlobnih misli, zlobnih namigov, od groženj do vsega. Otroci pa so uporabniki tega in oni to berejo. In seveda se jim potem to počasi se jim zdi to čisto normalno in jaz res mislim, da moramo mi veliko delati na tem, da jih moramo naučiti, da je tudi na spletu treba biti prijazen, da če v živo prijatelj ne bi rekel, naj se nekam zaleti, da tudi na spletu tega ni treba napisati. Še posebej se mi to zdi težavno na TikToku. Jaz imam tak občutek, da ko berem, ko naletim kdaj na slovenske tiktokerje, da tam res najdeš zelo malo lepih komentarjev. Da so res tako ljudje nekako nastrojeni, da se samo slabo iščejo, da karkoli bojo objavili, da jih bojo napadli, da jih bojo zmerjali in to res s takimi groznimi stvarmi. Enkrat se spomnim, da je bila na TikToku ena deklica in tista deklica pač je bilo očitno, da je to deklica s posebnimi potrebami. Verjetno je bil TikTok zabaven, pa se je posnela, pa je nekaj pela, pa nekaj plesala. Spodaj so bili takšni komentarji napisani, da v bistvu ne vem, kako je lahko sploh kdo to pisal, v glavnem, da naj se kar ubije, da naj se vrže nekje z mostu in takšne stvari. Da tista deklica je potem zapustila TikTok, a ne, ampak jaz velikokrat potem tudi učencem to povem in pokažem na čisto takem konkretnem primeru. In vedno so zgroženi. Je pa res tako, da ko sem jaz v 5. razredu, pa se z njimi pogovarjam, so čisto, pač vedno pravijo, da oni tega nikoli ne bi počeli, da nikoli ne bi kaj takega napisali, da res spletno nasilje, blek in sploh. Čez 2 leti je zgodba drugačna. Tako da jaz mislim, da se moramo res vsi potruditi, da bo tega spletnega nasilja čim manj. Zelo jih šokira, ko sploh ugotovijo, kaj vse paše pod spletno nasilje oziroma spletno nadlegovanje, da so to že SMS-i, da so to žaljiva sporočila, komentarji,
da nekoga posnameš, ne da bi to želel, da to nekam objaviš ali pa pošiljaš prijateljem. Vse to obrekovanje na družabnih omrežjih, ali pa če kdo objavi to tvojo fotko, ne da bi ti vedel, jo obdelal, da jo obdela, da ti pač vse tole, kar pač je na tem slajdu, vse to je spletno nasilje. In jaz mislim, da je to nujno treba otrokom povedati, da to vse paše pod spletno nasilje. Jaz sem tudi vsako leto povem, da če pride kdaj do takšnega primera, da je v bistvu, da imamo učitelji navodilo, da dejansko vpletemo v to policijo. Tako da se mi zdi, da jih tudi mičken strezna, da se tudi malo zavedajo, ker njim se velikokrat zdi, da se malo pohecajo z nekom in se ne zavedajo, kakšne velike posledice so lahko to za eno osebo. In tudi, da jih potem res naučim, kaj lahko storiš, če te nekdo nadleguje, da mu pač ne odgovarjaš, da narediš screenshote, da res nekomu poveš. Jaz mislim, da je to najbolj nujno, kar je treba otrokom dopovedati, da nekomu povejo, da ne zadržujejo pri sebi, da naj ukrepajo tisti trenutek, ko se jim zgodi, da se jim to ne sme dogajati in da ravno tako oni ne smejo tega početi, a ne? Da blokirajo tistega, ki jim to pošilja, prijavijo vsebino, da pokličejo ali policijo ali pa svetovalce na tom telefonu. Tako da mi imamo tudi tisto tom telefonsko tam nekje v razredu, da jo lahko res uporabijo, če bi do tega prišli. Jaz pa tudi vedno upam, da se bojo obrnili na mene. Ja, zanimivo pa tudi tole, to sem pa našla v enem učbeniku, da te posledice tega tudi nadlegovalce zadenejo, ne. Oni se sploh ne zavedajo res, kaj lahko nekomu naredijo. Koliko daleč lahko nekoga spravijo s tem, ko se oni malo hecajo ali pa se nad nekom malo znašajo. Kako hudo je vse to lahko za enega otroka, pa tudi za odrasle seveda. Ja, kaj narediti, ko vidiš, da se nekaj dogaja s tvojim otrokom? Prva stvar je, da opaziš, da recimo odklanja hrano, to pomeni, da se nekaj spreminja pri njem, ne? Da če je bolj tih, da postane glasen, ali pa če je bil prej zelo glasen, da postane bolj tih, da ima telefon ves čas pri sebi, ali pa ga odriva stran, ali pa recimo te motnje hranjenja, da ponoči ne spi. Ni vedno to pokazatelj nasilja, so pa to prvi znaki, ki lahko pokažejo, da se nekaj z otrokom dogaja. In tisti otrok res mora vedeti, da obstaja rešitev, da se mu to ne sme dogajati, da ni kriv on za to, da se mu to dogaja. So pa nam na konferenci v Bruslju takrat res dali ta nasvet, da otroku telefona vseeno ne vzamemo. Zakaj? Zato, ker je del njegove identitete še vseeno na spletu in se bo počutil še bolj oropanega, če mu vzameš telefon. Tako da mi mu pomagamo, da se umiri, ne vzamemo mu telefona, če to ne želi, da v to vključimo šolo, da v to vključimo policijo in tako na tak način lahko pomagamo otrokom. Naslednja postaja je bila fotografija znanih oseb. Zakaj sem hotela tudi to poudariti? Zato, ker se dogaja, je trend, da zdaj, če pa nekdo neka znana oseba, zdaj ga pa lahko žalimo, mu lahko napišemo karkoli, to so itak neobčutljivi ljudje. In zakaj so tukaj čuki? Zato, ker ko so čuki izdali pesem, tisto o petelinčku, je prikorakalo pišče na dvorišče. V glavnem, če je kdo tukaj starš, verjetno pozna pesem in tudi celo koreografijo, jaz jo vsekakor znam. No, ampak če greste brati komentarje pod tem komadom, pač to je pesem, ki je namenjena mlajšim otrokom, pesem, ob kateri se lahko pleše, se zabava. Komentarji so pa grozni. In tudi te komentarje sem vsako leto pokazala otrokom, da so videli, kaj vse se lahko nekdo spomni in tam spodaj napiše. In res tudi otrokom je bilo hudo, ko so te stvari brali.
ampak meni se zdi boljše, da jim to pokažem, ker itak tudi sami to vidijo. Oni vse to sami spremljajo, sami vidijo, ampak na tak način se lahko z njimi tudi pogovarjamo. Rekla sem jim pa takrat recimo, no, predstavljajte si, da vi naredite en super cool izdelek, ki vam je res fajn, potem pa vam vsi povejo, da je čist beden, da je brezvezen in še en kup grdih stvari dodajo zraven, da kako se takrat počutiš, a ne? In da so tudi znane osebe iz mesa in krvi in da tudi pod pač objavih znanih oseb moramo biti previden in spoštljiv. Neprimerna fotografija. Tukaj otroci se ne zavedajo, kakšne sploh so neprimerne fotografije, ne? Velikokrat tudi, če nekdo reče, recimo, jaz pa nikoli se ne bi tako slikal, nikoli fotografiral, potem, ko so malo starejši, pa so zaljubljeni, lahko zelo hitro pride do tega, da jih fant ali pa dekle prepriča v to, da se fotografirajo. Tako da jaz jih vedno učim, da naj vedno premislijo, kaj objavljajo, kam komu pošiljajo in da je moje vodilo nekako, kadar preden pošljem fotografijo ali pa preden jo objavim kje na spletu, da vedno premislim, a bi bilo meni v redu, če bi to fotografijo videla moja učiteljica ali pa moj šef ali pa še boljš moja babi, a ne? In da naj vedno preden komu nekaj pošljejo, vedno razmišljajo tako, a bi bilo v redu, da bi bila moja fotografija tam sred Zagorja na eni ploščadi obešena in bi jo videli čisto vsi, ne? To je recimo eno vodilo pri tem, da se odločiš, a je v redu fotografija, a ni v redu fotografija. Ja, ko sem višješolce spraševala, če bi se odzvali na druženje, če bi jim nekdo poslal sporočilo, jih malo pohvalil, napisal kaj lepega, pa jih povabil, da se recimo dobijo nekje, jih je tudi zelo veliko odgovorili, da ja. Da če bi z nekom dolgo klepetali, da bi imeli v njem dober občutek, da bi mu zaupali, če bi videli njegovo fotografijo, da bi se z njim tudi dobili. In recimo zelo ne zavedajo se v bistvu, kako res širok je splet in da tisti, s komer se pogovarjajo, ni nujno, da je to tisti, ki ga poznajo. Tako da mi si tukaj tudi vedno ogledamo video tale The Dangerous of Social Media, je tudi zelo popularen na družabnih omrežjih. Tukaj so naredili en preizkus, kjer so najstnice povabili na zmenek, pač fake profili, a ne, fake profil so naredili, lažni profili na socialnih omrežjih, se ene 3 dni pogovarjali z najstnicami in jih povabili na zmenek. In velikokrat so starši rekli, da sigurno njihova hčerka pa ne bo šla, ne bo sigurno tukaj ozaveščena, da se ne bo tega udeležila. No, v večini primerov se je izkazalo, da so se, da so sprejele povabilo, da so se dobile z neznanci, ne samo na javnih krajih, ampak tudi, da so privolile v to, da so neznanca povabile v hišo, da so se usedle k njim v avto. Tako da tudi, če mi mislimo, koliko so otroci ozaveščeni in da tega ne bi nikoli, veste, kaj vse lahko naredijo ta čustva, ki jih nekdo vzbudi v njih, kako jih lahko prepriča, ne? Tako da kje vse pa lahko otroci najdejo neznance? Mi vedno mislimo, to so samo Messengerji, to je samo, ne vem, TikTok. V resnici pa se je že izkazalo, da kakšni predatorji tičijo tudi na kakšnih igrah, na spletnih igrah, ki jih otroci igrajo, tudi mlajši otroci, na Snapchatih, res tam, kjer je možno komunicirati, da se tam recimo tudi najdejo, ne. To je bila recimo igra Among Us, so ravno zato uvedli bolj stroga pravila, oziroma da niso onemogočili so, da otroci kar klepetajo z neznanci, ampak so zdaj igro malo spremenili, da moraš imeti res, ne vem, kakšno dovoljenje, da lahko klepetaš med sabo, sicer pa uporabljaš samo tisti besednjak, ki so ga oni zdaj v igro vgradili.
To. Spletni izzivi so pa ena tema, ki se meni tudi zdi, da je treba res veliko se pogovarjati. Zdaj, otroci so še mladi, veste, da se jim pri teh letih, v najstniških letih oziroma pri 20 letih se ti šele razvije ta zgornja polovica možganov, ki uravnava to, kako smo mi pogumni, kaj vse si upamo, in otroci si res veliko stvari upajo. Če bo nekdo rekel, zdaj pa ne vem, z tistega zida dol skoč, pa si car, bo veliko otrok to tudi naredil. Tako da tudi te izzivi, ki prežijo na spletu, so ena taka vabljiva stvar. Ravno zdaj sem poslušala na radiju, da je na TikToku nek nov challenge, da učitelju v razredu nekaj ukradeš in da potem da je pač učitelj to išče, ampak pač ti si ta izziv naredil in zdaj si ful cara, ne. Pa vem, da so imeli tudi en izziv, da zamašijo stranišča in da imajo po vseh šolah v Ameriki težave s tem, da so stranišča zamašena. Ok, to so bili recimo izzivi, ki povzročajo škodo. Obstajajo pa tudi izzivi, ki so lahko smrtno nevarni. In tudi, ko sem jaz otrokom dala na razpolago, če bi se lotili kakšnega spletnega izziva, so bili vsi kar za. Zdaj, kakšni spletni izzivi pa so obstajajo, enega vidite že tukaj na sliki, da se poviješ, cel, tudi čez glavo so se nekateri povijali. Potem recimo Kiki, do you love me je bil 3 leta nazaj, to je bil izziv, kjer je nekdo vozil avto, sopotnik je šel pa ven, pa je plesal ob avtu, ali pa si celo ti vozil avto, šel ven, avto se počasi pred tabo premikal, ti si pa eno koreografijo tam odplesal. Bird Box Challenge je bil narejen po filmu Bird Box, kjer film govori o tem, da je v mestu neka pošast in da moraš po celem mestu hoditi z zavezanimi očmi, sicer te ta pošast ubije s pogledom. No, in ljudje so dejansko hodili po ulicah z zavezanimi očmi. Vozili so tudi avte z zavezanimi očmi, šli čez cesto z zavezanimi očmi. Če tale Bird Box Challenge vtipkate v YouTube, najdete tudi mamico, ki gre z dojenčkom z zavezanimi očmi čez cesto. Tako da so to kar ene takšne stvari. Moramo ravno tako otroke opozarjati, da znajo reči ne, da ni treba vsega, kar vidijo, da zato ne bojo nič bolj cari, da ne bojo zato nobene nagrade dobila, ne. No, tole je še nekaj izzivov, ki sem jih našla na spletu. Tole je Kylie Lips challenge, da pač potegneš zrak in imaš potem takele ustnice. Tale Bird Box na sredini. Potem je, tukajle si pa roko namažeš s soljo, potem daš palet gor, kar v bistvu povzroči to, da se opečeš. Tukajle je, da pogoltneš tole tableto za pomivanje posode. Tukajle pa recimo, da pogoltneš celo žlico cimeta, zaradi česar so dejansko ljudje umrli, zato ker če pogoltneš celo žlico cimeta, ti je seveda zelo suh, imaš občutek, in potem vodo čez popiješ in se naredi ena tako blato in lahko zaradi tega umreš. Ko smo bili mi v Bruslju, nam je pa en starš povedal, kaj se je zgodilo njegovemu sinu, in sicer nekoč so prišli domov, sin je bil najstnik, prišli so domov in se je sin obesil, našli so obešenega in so pač mislili, da je pač naredil normalen samomor. Potem pa je policija to raziskovala in so odkrili, da je ta sin v bistvu izvajal choking challenge. To pa pomeni, da se je davil, ampak da se moraš daviti ravno toliko časa, da vidiš manj zvezdice, pa da padeš skupaj, potem pa ob tem se posnameš in seveda to tudi objaviš. Meni se je zdelo to, mislim, res tako absurdno in nisem si sploh predstavljala, da to najstniki počnejo, medtem ko mi je ena deklica, ki je bila z mano takrat v Bruslju, ena najstnica, rekla, ja, saj to so pa moji sošolci zelo velikokrat počeli. Smo šli v šolo v naravi, pa so bili v sobi, pa so ta izziv izvajali.
Tako da tudi če mislimo, da je to nekje daleč stran, se v bistvu lahko vse to dogaja tudi okoli nas. Zelo je pa presenetilo tudi dejstvo, nam je ta ata potem razložil, da kakšno osebnost je imel ta sin na spletu in kakšno v realnem življenju. Da je bil v realnem življenju tak zelo prijazen, prijeten fant, odličnjakar, vedno pripravljen za pomoč in tako dalje. Na spletu pa je bila njegova identiteta popolnoma drugačna. Tam je bil pa nestrpen, jezen, pač zelo grdo se je izražal. Tako da včasih nas lahko to res preseneti, kakšen je lahko otrok iz enega ali pa iz drugega vidika. Tako da ja, predvsem je zelo, zelo pomembno, da naučimo otroke to, da rečejo ne, da vejo, da ni treba vsega narediti, kar vidijo, da splet ni nekaj, kar jim bo, ne vem, kar morajo nujno narediti, kar morajo nujno ubogati, da so tudi brez tega dovolj vredni, da to res ni treba in da se res sami sebe poslušajo, da če imajo en tak čuden občutek, da nekaj ni okej, da nekaj ni v redu, da največkrat se pokaže, da je to res in da naj takrat se obrnejo na enega odraslega, da jim odrasel poskuša pri tem pomagati razložiti, kaj se dogaja za vsem tem. No, tole pa še ena novica. Tukaj sem se hotela pa pri otrocih dotakniti lažne novice. In sicer to se je pa res zgodilo, to je pa v bistvu en znanec, ki jaz poznam, tole res izvedel. In sicer na spletu je objavil novico, da je pa umetnik, da je naredil tole sliko, v bistvu je to slika z iztrebki golobov ali pingvinov, zdajle ne vem čisto točno, ne pingvinov, golobov ali galebov. In da je to sliko kupil nekdo za zelo, zelo veliko denarja in da se je to vse povsod pisalo, da je to pisalo v New York Timesu in vse povsod, v glavnem, da je zdaj zelo, zelo obogatel s to sliko. In otroci so spet pisali komentarje spodaj, kaj si mislijo o tem, bil je pa res prav članek objavljen. In so pisali, da pač slika jim ravno ni bila všeč, ampak da on je bil pa kar car, da je to prodal in tako dalje. No, to je bila lažna novica. In ta moj znanec je to novico dejansko nekako prodal medijem, oziroma on je tako originalno spletno stran naredil, da so tudi naši mediji to pograbili in se je o tem zelo veliko pisali takrat v tistem času in tudi izvajali so intervju z njim. In on je hotel pa samo to dokazati, kako hitro se lahko neka lažna novica širi in kako hitro lahko res ljudje temu verjamejo. Res se mi zdi to pomembno, da se z otroki o tem pogovarjamo, zato da ne verjamejo čisto samo, kar se dogaja na spletu. Ne bom preveč omenjala današnjih časov, ampak mislim, da je tudi zdaj danes to zelo, zelo pomembno, da res znamo poiskati, kaj so tiste ta prave novice, katere so lažne novice, kaj nam res nekdo hoče sam širiti, ali en strah ali eno stvar. Tako da se otroci naučijo, kje preveriti, a je to res lažna novica, kako preveriti, da preverijo v različnih medijih, da pogledajo vir, če je res ta prav, če so res imeli to, če je res vir nekako en tak vir, na katerega se lahko zanesemo. Tukaj tudi pokažem velikokrat tiste pingvine, ki so jih objavili BBC, da pingvini letijo. Objavili so pa to v bistvu, ni bil BBC, ampak je bila to neka lažna novica in so tudi oni tako naredili spletno stran, da je res izgledalo, kot da bi to BBC objavil, naredili so pa to za 1. april. Ampak ta novica in ti posnetki so še danes na spletu in zelo veliko ljudi tem nasede, da pingvini letijo, da so odkrili eno vrsto, kjer letijo. Na sredini smo imeli tudi klepetalnice, tam so se pa lahko med sabo pogovarjali in tudi tukaj so si dali kar duška, pa so napisali, ne vem,
ko je zdaj ti, Janez, ti si pa res ne vem kaj, ne, da so se res tako, niso bili ravno prijazni drug do drugega, tako da smo se tudi tukaj zelo, zelo veliko pogovarjali o tem, da tudi s prijatelji, da tudi s tistimi, ki so nam blizu, da moramo biti prijazni, moramo biti spoštljivi, da tudi na spletu, a ne, tako kakor v razredu, ko se skupaj družimo, ne bomo nekomu kar nekaj rekli, da isto in ista stvar velja tudi na spletu. Kadar jih sprašujem, če so odvisni od interneta, vsi seveda rečejo ne, a ne, ampak v bistvu se pa včasih izkaže, da nekoga res zelo, zelo vleče na splet. Recimo jih zjutraj vprašam, pač to bolj višješolce, kaj je ta prva stvar, ki zjutraj narediš, a je to, da pogledaš na telefon, ali je to, da greš, ne vem, nekaj pojesti, koliko časa, kdaj štopamo, koliko časa preživimo na spletu. Jemo, ne, ko jemo kosilo, a smo tudi zraven na spletu, ali smo sposobni ga izklopiti in tako dalje. To velja tudi seveda za nas odrasle, da smo kar precej časa, ne, na telefonih, včasih se je res fajn štopati ali pa si nastaviti aplikacijo, ki ti to zmeri. Ampak res po lastnih izkušnjah, ko greste na počitnice, izklopite, ker res nastane tak mir v glavi potem. Povem otrokom tudi, da ta pretirana uporaba se lahko tudi na našem psihičnem, fizičnem počutju pozna, da se res potem premalo gibamo, motnje hranjenja, in tudi to, ja, da se velikokrat tam potem primerjamo z drugimi, z nekimi retuširanimi fotkami, da imamo velikokrat občutek, da so vsi na nekih počitnicah, da so na zabavah, da so vsi imajo luštno razen mine, tako da se veliko tudi z njimi o tem pogovarjamo. Ja, zdaj pa kaj lahko starši in učitelji vse naredimo za to, da bi bili otroci na spletu bolj varni. Predvsem res veliko pogovarjanja in jaz sem prepričana, da mora biti tega veliko tudi v šoli. Mi to vključujemo v vsakodnevne pogovore, velikokrat kdo pride pa pove, kaj je videl na TikToku, kaj je videl na spletu, in da takrat, da se pogovarjamo o tem, kaj vse so videli. Tudi to, da se vključujemo v njihove dejavnosti, še posebej, ko so mlajši, da nas zanima, kaj je tista igrica, zakaj je tako fajna ta igrica, kaj se otroku zdi fajn pri tej igrici, a se mogoče zdi mu kaj čuden, a mu je vse v redu, a ne. In če bom tudi jaz igrala igrico z njimi, to bo za njih bolj naravno, pa se bojo o tem lažje pogovarjali. Jaz sem tudi lansko leto na daljavo, ko smo bili z mojimi petošolci, smo igrali Among Us, smo igrali Minecraft in se mi je zdelo tako fajn, ker so se mi res potem veliko zaupali, povedali, kaj jim je v redu, kaj jim ni v redu. Tudi glede TikToka so bili taki zelo odprti do mene, tako da to se mi zdi res taka pomembna stvar. Potem, da oblikujemo razredna družinska pravila, ampak na tak način, da jih otrok res razume. Recimo jaz sem za in tudi uporabljamo tehnologijo v razredu, tudi otroci lahko uporabljajo svoje telefone, ampak mi imamo res stroga pravila, kaj lahko gledajo, katere strani obiskujejo, kaj ne smejo početi. Tako da vključujemo tehnologijo v pouk, kadar vidim smisel v tem, ampak sem pri tem tudi previdna in tudi držijo se pravil. Tudi otrokom moramo dati vedeti, da vemo, da je telefon za njih pomemben, ker pač to je neka pomembna stvar, in da ga poskušamo čim manj nadzirati oziroma da poskušamo se raje z njim veliko pogovarjati, ne toliko, da mu mi zdaj tako stikamo, ne, po njegovih osebnih stvareh. Pa to, ja, da smo mi vzor, da tudi razmišljamo o tem, kako se mi obnašamo na spletu, koliko časa mi preživimo na telefonu, a se otrok hoče z nami pogovarjati, mi smo pa med tem na eni strani, kjer nekaj še gledamo pa študiramo za službo,
ali lahko odložimo telefon, pa se z njimi res pogovarjamo, tako je treba, ne. Tako da mi smo tisti, predvsem pa tudi v teh komentarjih, ne. Otroci vidijo, kaj mi pišemo, kako mi odreagiramo, da smo mi tisti, ki bojo rekli, ne, jaz bom tak, kakor je moj ati ali pa moja mami, da bom prijazen na spletu, tako da vsi lahko temu, pri tem pomagamo. Ja, tako da v tem svetu, a ne, si izberimo to, da bomo prijazni, da če si lahko izbiramo karkoli želimo, kakšni bomo, si izberimo predvsem to, da bomo prijazni drug do drugega, tako v realnem življenju, kot tudi na spletu. Tako da jaz bom počasi zaključila zdaj, če ima kdo še zdaj kakšno vprašanje, sicer... Ja, hvala lepa, gospa Nina Jelen. Moram reči zelo, zelo konkretno in navdihujoče predavanje oziroma predstavitev. Resnično si želimo, no, učiteljev, pedagogov, ki razumejo otroke in jih razumejo predvsem v tem kontekstu, da je pač splet je del njihovega življenja. Tega jim ne moremo vzeti, če bomo to jim vzeli, potem seveda nas ne bodo več poslušali, ne bodo poslušali več to, kar jim govorimo. Vprašala pa bi vas morda, zanima me, kje dobite navdih oziroma ideje za te vaše aktivnosti, dejavnosti, ki jih o temah te spletne varnosti uporabljate med poukom. Zdaj vi poučujete učence nekje od 6. do 11. leta, drži, ne? Se pravi, gre za recimo razredni pouk. Kje vse dobite navdih za to, kar počnete? Ne vem, meni se zdi, da jaz največ navdiha dobim res iz pogovora z učenci, ker zdi se mi, da jih bom najbolj motivirala za pouk, pa da bomo nekako najbolj fajn imeli odnos, če se jim bom jaz tudi znala približati. In če bom jaz poznala te stvari, ki jih oni uporabljajo, ki jih oni poznajo, bom tudi jaz njim bliže. Resnica je tudi to, da mene takšne stvari zelo zanimajo, da se rada o tem pogovarjam, rada o tem berem, tako da sem kar naprej na preži za kakšnimi fajnimi idejami in kakšnimi takšnimi stvarmi. In zdi se mi tudi, da otroci to zelo, zelo, zelo cenijo. Če jaz pridem, pa poznam nek trend, pa poznam neke stvari, ki jih imajo oni radi, ali pa ne vem, če se naučimo neko koreografijo iz spleta, da bojo oni to tudi zelo cenili in da si jim potem nekako bližje, no. Se strinjam, dobili smo eno v bistvu vprašanje, niti ne vprašanje, ampak predlog strani udeležencev. Najprej so pohvalili predavanje, potem pa pravijo, da absolutno je potrebno v bistvu izobraževati tudi odrasle, torej starše, o katerih že govorimo ves čas, pa ne samo starše, tudi stare starše, ker pač kot rečeno imamo odrasli morda celo več težav z prepoznavanjem najprej in potem tudi dejansko z reševanjem teh nevarnih okoliščin na spletu, a ne? Tako da... Ja, jaz sem, tako, ko sem se jaz na začetku, bom sam stop sharing dala, da se bomo bolj videli, ko sem se jaz na začetku začela s tem ukvarjati, sem res velikokrat dobila tak odziv od kakšnih odraslih ali pa od učiteljev, da oni se ne bojo s tem ukvarjali, zato ker to ni za njih in njih ne zanimajo spletna družabna omrežja in nočejo vedeti, ne, kaj je Facebook, ne vpisati se na to, tudi kakšen starš, ne, ima tak odziv, ampak resnica je, da mi moramo poznati ta spletna omrežja, da mi sploh vemo, s čim se otroci ukvarjajo. Recimo, lansko leto sem prišla en dan domov iz šole, pa sem šla malo na kavč, pa mičkeno sem po TikToku poskrolala in je bilo po celem TikToku je bil en posnetek enega mladeniča, ki je naredil samomor. Naredil ga je pa tako, da je v bistvu povabil ljudi, naj pridejo na živo na njegov dogodek, ki ga je ustvaril,
in potem se je on ustrelil v glavo. V glavnem, ta posnetek je bil po celem TikToku, res vse povsod je bil, jaz, ne vem, vsak drug posnetek je govoril o tem ali prikazoval delček tega. In čeprav so se takrat pač imajo pač TikTok čez trudili, da bi ga odstranili, se je kar naprej nazaj pojavljala, ne. Recimo ljudje so ga skrili, pa so začeli začetek videa z nekimi koreografijami, potem je bil pa ta posnetek naprej. Jaz si predstavljam, že meni je bilo to grozno za videti, res se mi zdi, sem bila tisti teden čisto iz sebe, ker sem to videla. Kako mora biti to ena velika travma za enega otroka, če to vidi, enega petošolca, če vidi takšna stvar, ne. Tako da res, potem se hitro poslala, malo na Facebook napisala, poslala malo staršem, da mogoče naj za kak dan ali pa 2 otrokom vzamejo TikTok, da naj jih malo opozorijo ali pa da bojo vsaj vedeli, kaj so videli. Ampak moraš biti, ne, moraš malo gledati, moraš spremljati, da veš, zakaj se gre, pa da jim znaš potem pomagati. Sicer ne bi imela pojma, da se kaj takega recimo zgodilo. Absolutno. Vkolikor hočemo v bistvu delovati tudi preventivno ali pa v bistvu se nekako reagirati na neke dogodke, ki se dogajajo na spletu, moramo tudi za njih vedeti in na ta način tudi lažje odreagiramo in tudi hitro v bistvu, kar je v takih primerih zelo pomembno. Morda samo še, če sem prav pogledala, so nekatera vaša gradiva, torej te učne priprave, prosto dostopne tudi na spletu. Kje recimo bi jih lahko nekdo, ki bi želel kaj podobnega izvesti, kje lahko najde kakšne vaše priprave? Lahko kar mene kontaktirate, pa pošljem, sicer pa vem, da ima tudi na Oceanovi, to je založba, ki je izdala pač mojo knjigico, te Ženičke in strički za daljnimi grički, da je tudi na tisti spletni strani, se jih pa kar lahko direkt downloadati. Se jih da downloadati, no. Odlično. Hotela sem pa samo še en predlog dati, ki se je pri nas letos res zelo obrestoval, in sicer, da so učenci pripravili predavanja za učence. To sem prej hotela povedati, pa sem pozabila, pa se mi zdi fajn. Da so učenci pripravili gradivo o spletnem nasilju, sami pripravili delavnico na to temo, ali pa višješolci za nižješolce. Ker je čisto drugače, če tebi pove en sošolec ali pa višješolec, da nekaj ni okej, kakor če jaz ves čas to govorim, ne. Tako da mogoče, če je še kakšen učitelj tukaj, da mogoče poskusite tudi na tak način, se res zelo obrestuje. Se pravi, da se vključuje vrstnike, starejše vrstnike, ki so na nek način lahko tudi njihovi idoli, vzorniki ali karkoli, neke simpatije, a ne? Ja, tako. Na ta način jim potem tudi hitreje prisluhnejo. Se strinjam. Super, najlepša hvala še enkrat za vaš prispevek. Veseli smo, da ste bili del našega posveta. Za enkrat torej vas lepo pozdravljamo, pa seveda morda bomo sodelovali spet kaj znova v prihodnje. Hvala lepa. Najlepša hvala, ker sem bila lahko del tega. Z veseljem. Živijo. Adijo, srečno.